Dobili ste prvo nagrado za fotografski natečaj za fotografije o dogodkih v Radovljici. Kaj to za vas pomeni v imenu občine Radovljica? Ja, jaz osebno mi je v zadovoljstvo, da dobim kakšno nagrado, da sem in tja. Je pa v glavnem, jaz sem zadovoljstvo na splošnem s fotografiranjem. Zdaj, če dobim nagrado, se sploh ne sekiram preveč. Je pa v redu, da pri teh letih pa pri tej kilometrini, kar imam s fotografiranjem, ker jaz se ukvarjam s fotografijo že od 5. razreda, ko sem imel nekje 12 let. Sem začel sam kot fotoamater, sem začel s to fotografijo in to me spremlja praktično do zdaj, sem zdaj, ki ima 70 že. Tako da tudi službeno sem veliko delal v Temnici s fotografijami. Tako da, kar je takole, kakšna nagrada, je to samo ena potrditev, pa ena zahvala za vložen trud, ki sem ga nekje vložil v to. Je pa to enkratna zadeva pri tej stvari ogromno. Vidim lepoto okrog sebe, a je to v naravi, a je kjerkoli se kakšna stvar dogaja. V glavnem mi to ogromno pomeni. Veliko več vidim kot recimo običajni smrtniki. Recimo, če grem jaz preko travnika, vidim vse živali pa te stvari nekje opazim, ker marsikdo tega ne opazi. Je tudi za vas pomemben trenutek, kdaj fotografirate? Je to zjutraj, je to zvečer ali kadar vas nekaj navdihne? Jaz čisto sploh ne grem toliko na to. Prvič, zelo poredko zgodaj vstajam takrat, ko so v bistvu največ zanimivih fotografij se takrat dogaja ali pa zvečer. Samo jaz v glavnem fotoaparat si vzamem s seboj kadarkoli, pa kamerkoli, a grem na vrt, a grem v naravo, v gozd in kjerkoli najdem kaj takega, kaj vem. Lahko je to navadno listje od dreves, ki je mokro in je čisto poseben efekt takrat, tako da sploh ne izbiram časa. V glavnem, najbolj ugodno je, da sem ta prav trenutek na pravem mestu. Iskrene čestitke in še veliko navdiha in užitka. Hvala lepa. Ja. Potekal je že 11. fotografski natečaj za motiv v Radovljici, ki bi moral biti v galeriji razstavljen že nekje 19. marca, kar je preprečila koronavirus, in ste tokrat podelili najboljšim fotografom posebne nagrade. No, res je, razstavo smo mi sicer pripravili, pa je ravno v tistih dneh pač bil ta virus v takem obsegu, da enostavno nismo mogli uradne otvoritve pripraviti. Razstava je pa potem bila na voljo na ogled, seveda v veliko zmanjšanem obsegu, ampak danes smo pa podelili tako nagrade kot diplome. In jaz sem vesel, da ima občina tako dobro arhivirane dogodke in tudi v letošnjem letu se je izkazalo, da je veliko motivov in zanimivosti, ki jih mogoče z vsakodnevnim prostim očesom ne vidimo. In to je zagotovilo, da imamo tradicionalno to fotografsko razstavo. Sem pa danes tudi vzpodbudil, da bi pritegnili še ekonomsko gimnazijo, ta oddelek fotografski v tem letu, da še mlade privabimo in da vidimo, kaj oni skozi njihove oči in pa znanje lahko pripomorejo k naši razstavi. In kaj ste tem fotografom, ki so amaterji, poklonili v trajen spomin? Mi smo pravzaprav pripravili diplome in pa Avsenikov srebrnik, ker je bilo lansko leto Avsenikovo leto,
in v tej priliki smo jim pač izročili tudi te srebrnike. Vi ste ena izmed članic, ki je bila v strokovni žiriji ob natečaju fotografij za motiv Radovljice. Torej, strokovna žirija je bila sestavljena iz 3 članov in predvsem, lahko rečem, strokovnemu očesu mojstra fotografije Jakobu Gnilšaku. Se lahko zahvalimo, da je bil izbor izveden, torej kvalitetno bi lahko rekla, oziroma da je rezultat tega izbora nekaj fotografij, ki najbolj reprezentativno kažejo naslov teme. Glede na to, da je bilo kar 278 fotografij, ki jih je prispelo na natečaj, je bila odločitev strokovne žirije težka. Ja, seveda, iz te množice, torej fotografij, ki so bile v glavnem barvne, ta natečaj pa razdeljen v 2 temi, dogodki v Radovljici oziroma v radovljiški občini in pa arhitekturni detajli iz krajev v okolici Radovljice, je bilo treba izbrati, torej je bilo težko seveda izbrati fotografije, ampak mislim, da smo izbrali take, ki bodo še dolgo spominjale na leto 2019 in na te dogodke, in oziroma tudi detajle arhitekturne. Kakšne dogodke so pravzaprav fotografirali amaterji za ta natečaj? Začel se je s pustno povorko v Radovljici, potem so to fotografije z različnih glasbenih prireditev, koncertov, športnih prireditev. Naprimer, lansko leto je bila ta kolesarska dirka, kjer so nastopili najboljši slovenski kolesarji, plavalne tekme, prangerijada, skratka. Tradicionalni festival čokolade. Seveda, to pa ne smemo pozabiti. Prav z tega festivala je bilo tudi največ slikovitih fotografij, bi lahko rekla, in tudi glavna nagrada, glavni nagrajenec se predstavlja z motivom iz tega festivala. Seveda zdaj razstava na ogled tukaj v galeriji Javle občine Radovljica. Torej razstava je lepo postavljena in pač vabi obiskovalce na ogled. Sicer bo pa kmalu predstavljena tudi tema za leto 2020, seveda dogodki v občini Radovljica in pa še ena tema, ki bo pravzaprav z tega kulturnega oziroma arhitekturno-kulturnega področja. In kdaj bo še ta razstava, glede na to, da je bila postavljena že pred časom izvira koronavirusa? Mislim, da bo 1 mesec. Vi ste tudi med nagrajenkami v občini Radovljica za fotografski natečaj motiva Radovljice. Kdaj ste se vi navdušili za fotografijo? Pri nas smo fotografirali že doma. Moj oče imel fotoaparat, brat in je s svojimi prijatelji temnico so z ene sobe uredili in jasno, jaz sem bila toliko mlajša in mene je tudi zanimalo. In zato potem ko sem bila pa že v srednji šoli, sem pa potem si skupila fotoaparat in sem fotografirala kot svoj konjiček. Veliko sem hodila v gore, športom se ukvarjala in zato mi je to bilo. Potem sem pa v srednjih letih bolj za družinske dogodke, kar je bilo otroci zrasli, kako so rasli za družino. To zdaj, ko je pa prišla upokojitev, sem se preselila v Radovljico in tukaj sem se vklopila v fotografsko društvo Radovljica.
Torej, fotografska žilica vam je še vedno ostala in zdaj ste diva tukaj v galeriji Javle občine Radovljica pred vašo fotografijo in kaj vas je navdušilo? Ja, jaz imam rada bolj naravo pa dokumentarno fotografijo. In te dve fotografije sta moje. Zgornja prikazuje v festival čokolade in to so bile festival maskote, ki so zabavale ljudi. Spodnja fotografija pa prikazuje 60-letnico Čebelarskega muzeja, njihove panoje, tako da sem to poslikala za spomin in za muzej, za sam Čebelarski muzej. In kaj vam pomeni to današnjo priznanje? Ja, jaz sem zadovoljna, da sem jaz dobila 2 druge nagrade, ki mi pokažejo, da sem dosti na dobri poti, da moje oči dobro vidijo dogodek, ki ga lahko po fotografsko predstavim ljudem. Hvala za pogovor in iskrene čestitke. Hvala lepa.